pri trailih gre zdaj to že v bolj skrajne meje in pač mora tudi punce laufati in na začetku in na koncu pod 4:0. In so organizatorji rekli, pač so imajo kače, ki se jim reče poskok, ampak če ga ne diraš, ti nič ne bo naredil. In pa se razmisliš, ne, ta stavek, pa če ga ne diram, ampak jaz moram laufati. Pristno turno smučanje je recimo posamična tekma, kakor je pa pač niso dali noter, ker pač me malo bremza pa reče, glej, Klara, pač to ni še tvoj nivo. Prišel pa s kolesom in me slika. In sem tako, ma ne me zdaj slikati, poli me z vodo. In spet smo nazaj, drage tekačice in tekači, drage dame in dragi gospodje v podcastu, zdaj gre za tek, kjer je z mano prav s hribov dol je prišla sam zato, da se z mano pogovarja Klara Lepec. Klara, živijo. Živijo. Kako si, Klara, si danes že tekla? Super sem, danes še nisem tekla, ker sem imela dopoldne izpit na faksu, tako da po najnem pogovoru pa grem na kolo za 2-3 urce, tako da bo super še. Na kolo praviš? Ja, danes grem na kolo, ker sem včeraj med tekom, ne vem, nekaj me mišice bolijo, tako da sem rekla, da grem danes rajši na kolo, da malo razbremenim. Pa tudi danes imam itak 2 uri pa pol cono 2, da je možnost za opcijo za na kolo, pa bom izkoristila zdaj, da se malo regeneriram. Dan brez športa pri tebi pač ne obstaja, to ni. Pa v bistvu je. Ne morem verjeti. Ja? V ponedeljkih imam ponavadi fraj dan oziroma fraj dan od športa. Mislim, pride kakšen easy raztek včasih, če prejšnji teden ni bil toliko naporen, oziroma ja, pač če se čutim, da pač rabim iti, da dam energijo ven. Drugače pa se bolj ponedeljki imam res tisto bolj easy sprehod, kakšen sladoled ponavadi, ko imam več časa. Tako da ponedeljki so bolj taki za uživati, pa na relax, pa v easy. Pa. In ti ustreza pač tudi ta res, da bom tako rekel. Ja, meni je super. Sploh zdaj, ko sem na faksu, mi ponavadi kakšna stvar ostane, ko je ne pohendlam čez teden, tako da mi poj te ponedeljki pridejo prav, pa rajši poj čez vikend podaljšam kaki trening, oziroma res naredim tako, ko se zagre, pa potem v ponedeljek malo štukam za nazaj. Mislim, pa najbrž, se imaš trenerja, ki to pač vse nadzoruje, spremlja, piše, ne? Najbrž si poskusila tudi, ne, mogoče vsak dan trenirati, pa si zdaj precenila, kaj je boljš, ja? Ja, v bistvu, moj trener je Nejc Kuhar, v bistvu z njim zdaj sodelujeva koliko že 2-3 leta. Mi je res super, no, se ujameva. V bistvu sva že začela, da sem imela v ponedeljkih kar fraj. Nekako je fino, da imaš en dan, ko imaš malo bolj easy. Tako da sva zmenjena, da je v ponedeljek res zdaj, ampak če se pač počutim v redu, oziroma če mi je, da si želim iti laufati na kolo, sprehod, karkoli, pač grem. Zdaj 1 ura, pol ure, pač nekaj bolj na easy, cona 1, cona 2. Ampak če se pogovarjaš recimo s svojimi kolegicami, domačimi, tujimi, kakorkoli že atletinjami tvojega kova, mislim, je ta protokol recimo z kakšnim resdejem tudi običajen pri njih, ali kdo trenira? Ja, ponavadi imajo vsi športniki, oziroma vse, kakor jaz tudi poznam, imajo en dan v tednu namenjen pač, da se malo relaksiraš, oziroma pač, da imaš en dan malo bolj easy. Pač se to ne pomeni, da si čist brez treninga, verjetno pač imajo kaj, oziroma ene tudi nimajo, kakor vem, ampak je bolj za glavo, da veš, da imaš pač tisti dan čas tudi za druge stvari. To je tako kot cheat day na dieti. Ja, tako nekako. Včasih smo imeli to v sobotah, dokler ni sobota začela že v četrtek, pa nehala v ponedeljek, pa je šlo vse k hudiču. Ampak ja, no, koliko pa narediš recimo, zdaj se začela s temi treningi, pa bom še malo tole pomlinčkala. Koliko narediš treningov pač pol na teden, kakšna, količina je to, ne vem, v kilometrih, v višincih? To pa si malo mene preveč vprašal. V bistvu, jaz to kar prepustim Nejcu, da on to vse izračuna in se pač jaz samo držim
pač plana. Tako da nekako, pač res je čisto odvisno, na katero tekmo se pripravljam, kateri fazi smo, ali zdaj delamo bazo, ali smo pred tekmom, ali Recimo moramo bolj bazo, evo, počivati. recimo, čisto me zanima, no, kot Okej. tekačica tvojega kova, pa Ja. za vertikale, koliko rabiš trenirati količinsko, kakovostno, da si malo predstavljam, no, tako. Recimo za turno smučanje so ponavadi malo daljši treningi, tako da ponavadi, če gremo na priprave za turno smučanje, imam sigurno 25 ur. Zdaj ne vem, kaj to pomeni višincev, pa nič, ampak recimo za gorski tek pa je vseeno malo večja obremenitev pač na telo, tako da pač imamo tudi več kolesa takrat, ko imamo bazo, pa pač tudi daljši treningi so. Tako da tudi mislim, ja, ko delam bazo, imam čez 25 ur na teden. Pač zdaj včasih imam 2 treninga na dan, včasih imam 1 trening na dan, pač to je, mislim, odvisno, kako mi napiše. Res se držim pač plana, kakor mi ga nec napiše, ampak ponavadi imam dopoldne nek mal težji trening, oziroma ne vem, recimo dopoldne neke intervale, neke tempo teke ali nek dolgi tek. Popoldne pa imam potem še kot drugi trening, ne vem, 1 uro vaj za moč, ali gibljivost, ali neke raztezne vaje. Skratka, ponavadi imam trening razdeljen na 2 dela, ampak je pač popoldanski del lažji, oziroma neka razpeljava, razteg. Tako da popoldanski del je pač vedno cona 2, kakor pa pač dopoldne ponavadi ni. Zdaj, sem kar malo šokiran, 25 ur. Mislim, poznam ljudi, ki trenirajo za Ironmane, pa ponavadi 2 uri na dan odbijajo 2,5, pa so že kar navdušeni, ampak tam so 3 zahtevne discipline. Ti narediš 25 ur treninga, to pomeni, da res treniraš. No, to pomeni, da to, kar počneš, pač ni tako malo za zraven, ampak da je to resen šport, da resna, bom rekel, resna vzdržljivost na tako ali drugače zimska ali letna obremenitev, ja, da si ure na dan ali mislim, več. Ampak to je zdaj res, ko delamo bazo. Pač baza pomeni pri nas, da pač delamo dolge teke, da pač ni toliko poudarka na tej intenzivnosti in je pač res cona 2 oziroma cona 4, mogoče kaki tempo teki. Recimo zdaj pred Veliko planino, pa smo, ne vem, 14 dni pred Veliko planino smo pač začeli počasi puščati, da smo naredili v bistvu več intenzivnosti smo delali, pa manj dolgotrajno, oziroma kako bi rekla, pač manj ur sem imela, tako da recimo 14 dni, 3 tedne pred Veliko planino sem imela, ne vem, če je Strava pokazala 15 ur, mogoče 10, 15, vem, da zadnji teden sem imela, meni se zdi 6 ur, preden sem šla v petek na tekmo. Pač tako da pred tekmom to res fejst pade, oziroma intenzivnost ostane na enakem nivoju, samo ure se znižajo. Tako da pač, da tvoje telo je še vedno v pripravljenosti, to se pravi, še vedno je tisto nabito, da ajde akcija, ampak da ni pa toliko dolgotrajno, da ga ne izčrpuješ. Če govorijo o dolgih tekih, kaj pomeni dolgi tek recimo za Klaro Velepec? Ja, 2,5 ure, 3. Zdaj, to je tek po ravnem klanec, to je tek po razgibanem terenu? Ja, mešano, čisto odvisno od tega, kje sem. Recimo, če sem v Mariboru, bo to pomenilo, da bom šla verjetno od stanovanja 2 kilometra ravnine do Pohorja, po Pohorju levo, desno in nazaj dol spet pač na konc zadnji del ravnine. Če sem doma na Gorenjskem, ker prihajam iz Radovljice, to pomeni, da pač bom že štartala verjetno v hrib. Recimo, sem imel že kakšne gorske tekačice, ki laufajo pač na tekmah na razdalje dolge do 1 ure ali pa malo dlje, ampak očitno nisi tipična gorska tekačica, imaš še turno smučanje na drugi strani. Zakaj pravzaprav se ti pripravljaš, ti si malo onkraj tega klasičnega, bom rekel, vertikal treninga, ker je pol ure do ure obremenitve, ker 2,5 ure treninga pomeni, da si tudi pripravljena za teč, potem na dirki malo dlje. Ja. Mislim, baza je res pomembna, pač baza je neka osnova, da ti lahko zdaj gradiš temelje naprej, ne vem. Pač baza je res tista osnova, da ti poj lahko gradiš. In to, če ti recimo res laufam in vertikale, letos sem probala že kaki trail, pa lansko leto,
za trail in za vertikale je res pomembna baza, ker ti lahko sam pač iz dobre baze ti lahko gradiš naprej to hitrostno vzdržljivost, pač tudi hitrost se gradi. Pač hitrost se sicer ne gradi direkt iz baze, ker pač hitrost je tisto res eksplozivno in pač moraš imeti malo tudi podedovano, ni vse v tem, da lahko natreniraš. Ampak hitrostna vzdržljivost pa vseeno pač ti moraš imeti neko bazo narejeno, da pač boš lahko laufal, 5 kilometrov 4:0 tempo, ker drugače ne boš konkurenčen, no. Oziroma pri trailih gre zdaj to že v bolj skrajne meje in pač morajo tudi punce laufati in na začetku in na koncu pod 4:0, pač sploh, če si res v samem vrhu, ne. Pri fantih pa je itak to že čist eskaliralo in recimo tudi zdaj v Kamniku, ko je bila sicer 13 kilometrov dolga trasa z 1000 višinci gor dol, je recimo sva pri Klemenu gledala, je laufal, meni se zdi 2:50, 2:55, pa je bil 30 po 2 kilometrih. Pač ni bil v ospredju, ne. In tudi, ko gledaš, ko vidiš vse te hitre fante, pač se ti zdi, joj, Klemen, kaj ti sploh laufaš tako hitro? Sploh ne občutiš te hitrosti, sploh ne zaznaš te hitrosti, ker grejo vsi tako hitro, da pač napreduje, gorski tek res napreduje iz leta v leto. Sploh te krajše razdalje se mi zdi, da so v zadnjih letih res eskalirale v visoko, no. Mi smo na vrhu Velike planine gledali prenos štarta elite, pa res ni izgledali, da laufajo, hitreje kot, Eliud Kipchoge ali pa kdo drug na stezi, ali pa, res noro, no, izgledali, da grejo hitro, mene že fascinira, na kakšnih strmih predelih so sposobni fantje laufati. Ja, letos sploh se mi zdi, da se je na Veliki planini, sploh v trasi na gor, se je videl, najboljša punca pa najboljši fant sta res pač šla neverjetno, no. Ker tudi recimo napram konkurenci sta šla prve 2 minute hitreje. In to pač je neki pokazatelj, da kam zmore človeško telo in koliko zdaj zmagovalca pred nami, ne. To je bilo res, take suverene zmage nihče ni pričakoval v nobeni konkurenci, no. Ja. Prva ženska pod uro, prvi moški pod 50, no, pa smo špekulirali. Sicer, ti si bila takrat tudi na izbirni, oziroma na svetovnem pokalu, poznala si najbrž to progo, je bila malo drugačna od tiste jesenske? Je res, jaz sem bila na svetovnem pokalu, sicer tisti dan sem se nekaj slabše počutila, tako da sem v bistvu odstopila, ko sem prišla na planino, ker sem videla tablo 2 kilometra in se mi je to zdelo preveč. In je moja motivacija iz tukaj šla strmo navzdol. In sem rekla, dovolj. Tako da sem v bistvu ne vede, da sem tako blizu cilju, ker nisem pa točno poznala, koliko je še od tiste točke, sem v bistvu pač počakala pri teh, kakor pri gorskih reševalcih, da so me potem z avtom vzela, ampak sem pač ugotovila, če bi šla samo peš gor, bi bila 3-krat hitreje. Ampak je bila drugačna. Mi smo v bistvu lansko leto so šli na svetovnem pokalu, če si pač mogoče gledalci poznajo Veliko planino, gre taka makadamska pot. Tista ta lepa. Dosti široka. Ja, prav luštanje je bilo. To je tako romantično zdelo na posnetku, ja. Letos pa smo v bistvu so spremenili in smo šli v bistvu po grebenu, točno po grebenu, čisto do vrha najvišje točke Velike planine. Daj mi ti povej, no, saj če bi bilo lepo vreme, ne, bi je pač najslabša možna kombinacija, dež, veter pa megla. Če bi bilo lepo vreme, bi po tistem grebenu bilo prav fantastično laufati, videl bi noter v dolino, videl bi hišice na drugi strani, tisti bi bila, kljub vsem tistim kolena grizočim kamnom, ki so bili postavljeni po koncu, bi bilo super, ampak jaz sem pa prav sam pri sebi tuhtal, kje so zdaj une bajtice, dol bi mogli iti, zakaj smo tukaj, zakaj nismo dol, dol je fajn, dol so laufali lansko leto, tle pa ne moreš, ampak morda veš, zakaj je bila proga spremenjena? V bistvu, mi s Klemenom sva gledala že lansko leto pred svetovnim pokalom in je bila narisana trasa točno po grebenu. Tako da so v bistvu lansko leto, ne vem, kdaj so se odločili, spremenili traso. Tako da v osnovi je trasa takšna, kakor smo jo letos tekli na Evropskem prvenstvu,
ampak lansko leto je bila drugačna. No. Je pa res, da pa so traso spremenili tudi do Svetega Primoža, tako da smo eno vink krajšali. Nismo šli čist po cesti, ampak smo po gozdu krajšali eno vinek, tam tik pred Svetim Primožem. Tako da je bila trasa tudi krajša, kot napram tisti trasi lansko leto na svetovnem pokalu. Je bila trasa posledično tudi hitrejša, no saj sem malo primerjal lanske udeležence na svetovnem pokalu, ki so bili letos na evropskem, pa so skoraj brez izjeme vsi letos laufali hitrejše. Ne? Ja, letosna trasa je bila definitivno hitrejša. V bistvu se mi zdi pač tudi tisti greben, mislim, meni je bil boljši kot cesta, tudi pač bolj mi je ustrezal. Tudi glede vremena, pač je bilo meni super. Tako da jaz se ne bom pritoževala, ker meni bi bilo veliko huj, če bi bilo neko sonce, vroče, soparno. Ker na taki dolgi trasi moraš res veliko več piti, veliko več nekega dela imaš, tako da je bilo meni kar vreme idealno, mogoče tista megla na koncu pač ni treba, da bi bila, ampak tudi v redu. Tudi sprejmem samo, da je pač hladno pa dež. V bistvu resno, vse smo se pogovarjali, da kar se temperatur tiče pa vsega, bolj da pada dol, kot pa da je vse v luftu popritiska nate. No, ja, definitivno. Tudi po rezultatih sodeč očitno ni bilo. Vreme ni čist nič oviralo, niti tekmovalcev, niti proga ni skoraj nič drsela, mogoče tam na koncu po grebenu, da si malo popazil, ampak načeloma proga, trasa za gor je bila idealna. Pač idealni vremenski pogoji, idealno je bilo. No. Tako da se mi zdi, da tudi zaradi tega so bili pa tudi taki časi. No. Kateri del te kar dolge trase, no, je tvoj recimo najljubši, kateri ti pa res je najgrš mogoče? Ha? Ja, jaz v bistvu s to traso nisem bila prijateljica dolgo časa. Okay. V bistvu vsakič, ko sem šla trenirati, pa še tisti lanskoletni odstop, pa izbirna tekma, nobena tekma ni šla po planu. Tako da v tretje je šlo rado, na evropskem je šlo perfektno, odlično. Bolj si sploh ne bi, mislim, ne vem, kaj bi spremenila še, da bi bilo boljše, ker sem res se mi zdi nekako tempirala tempo od štarta do cilja. Najslabši del mi je bil definitivno ta do Primoža, ker tu se vidi vsem ta hitrost nekaterih tekačic, ki so mogoče bolj za cesto. Potem srednji del, ko je po gozdu malo korenine, malo se tudi pač tempo se malo spreminja. Tam je bil super, sicer je relativno dolg, tako da si na koncu tam priješ na veliko planino, je kar že, si že kar v rdečih obratih že daleč. Ja. Potem pa ja, enkrat, ko si na veliki planini, pa itak nimaš druge, da še tisto, kar ostane. Nekako sem imela v glavi samo laufaj, pač ne hoditi, samo laufaj. Vmes sem eno korenino malo brcala, tako da me je krč v, kaj je ta, nesteganski, mečni mišici, no. Ne tisto fejs, da si bi mogla ustaviti, ampak pač sej tekači bojo razumeli, ko te pač mišica prime, pa pač malo ne spusti 1-2 minute, pa se pa, ko se malo spet tečeš, pa malo sem spila, ko je bila glih okrepna, pač je bilo boljše, ampak nisem mogla več toliko pritiskati, ko bi mogoče še lahko. Pa enkrat, ko je pač popustil ta krč tik pred ciljem, sem še pač vse dala, ker je bilo v zadnjo strmino, tisto, ki izgleda zelo kratka, pa se še kar vleče. Tako da sem videla, da tudi nisem se prej sploh šparala, ko sem med tekmo sem mislila, ko me je ta krč, da se vseeno malo šparen, ker pač je kar šlo, pa ni mi bilo sploh težko, pa enkrat, ko je popustil, pa sem malo pritisnila, meni se zdi 20 sekund sem probala. Ni šlo več to. Ne, so me noge že čisto zakislile, tako da sem bila vesela, da je tam Boštjan stal, rekel, samo še ravno v cilj, pa gor sem bila tako super. Pa v cilju itak, ko prideš, pač noge so gotove, rabiš malo, 2 minute, 3, da se, pač da gre ta mlečna kislina ven, ker pač boli. Mislim, ja, neznosno je lahko, ja. Ampak ne moreš verjeti,
kako te prej boli, pa kako hitro to potem mine, da pozabiš, Ja, da te je res bolel, pa da bi še spet šel, no, mislim, to je res, ja. res. Mislim, tvoj plan, a si imela kakšen plan, mislim, ok, vedela si, malo si konkurenco pogledala, kaj, ali pa kaj se s trenerjem, s selektorjem, ko ste se menili, je bila kakšna taktika, kdaj napast, kaj je treba doseči, recimo, kaj lahko dosežeš, recimo. Ja, mislim, jaz nekih rezultatskih pričakovanj letos nisem imela, ker sem prvo leto članica in ponavadi ne daje nobenega pritiska. Mislim, se tudi na druge ni bilo nobenega pritiska, ampak vseeno, enkrat, ko si že član par let, vseeno veš, kje si približno, oziroma pač veš, koliko lahko natreniraš in tako. Tako da jaz, ko sem bila prvo leto članica, tudi konkurence nisem poznala, no, s temi puncami sem prvič tekmovala. Moram reči, da to plana nisem imela, ker me je bilo ful strah te tekme, ker, kot sem že prej povedala, vsakič, ko sem šla na Veliko planino trenirati, vsakič je bilo grozno, pač slabo, pač solze so bile tudi, pač nisem sploh prijateljica s to Veliko planino, no, zdaj sem super. Skozi božje, no? Ja, prej pa res, ni mi bila, pač težko mi je bilo sploh razmišljati o tej tekmi. Vedela sem, da bo dolga, da bo težka, pač, da ni niti nekega vmesnega dela, ko bi meni ustrezal, da bi lahko hodila. Pa nekako sem pričakovala, da bo pač tudi punce celo progo tekle, ker je to tako višji nivo, da pač tudi punce laufajo, ampak ne samo, da laufajo, pač one še hit laufajo. In pač ta hit je bil velik problem, ker pač lahko ti samo laufaš, pač da pa še hit, pa da dodajaš na teh delih, ker grejo malo dol ali pa ko so približno položni, pač to pa je bil kar velik izziv, tako da nekako smo se pač en dan prej, ker je bil dan otvoritve, sem se z Lucijo pogovarjala, pa Klemen je bil še zraven, pa me je malo vprašala, ko vse, pač med reprezentanti se sprašuješ, kako, pa kaj, pa kakšni so plani, pa tako naprej. Pa sem rekla, pač, da si načeloma želim imeti svoj tempo, ne, od starta do cilja. Pa je ona kar rekla, ne, kar pojdi z skupino. Pa malo razmišljam, pa se še s Klemenom zvečer razgovarjam, pa sem pa, ali bi šla ali ne. Pa itak me je bilo ful strah, ker edini cilj, ko sem ga imela, je bil to nekako, da bi jaz štartala, pa pač končala, pa da me nikjer ne bi ful zabil, da bi bila tisto gotova. In poj, ne vem, pa naslednji dan gremo na tekmo, pa se ugrejemo, pa mi rečejo, da sem elit tekačica. Pa jaz tako, mislim, super, ne? Pač, kaj pa to zdaj, mislim, pomeni, oziroma... Če dobro, da so ti še leta takrat povedali, ja. Pa sem rekla, ja, pač v prvi vrsti bo stala. Pa je tako, ja, pač ful dober, ne, pač meni je bilo itak to ful, tako, fajn mi je, no, ker tudi recimo pri turnem sem ponavadi v prvi vrsti in mi je ful fajn, da vidim pač traso in sem tako, okej, zdaj pa misli, pač samo tja gor. In ne vem, pa sem se kar sprostila, fajn mi bilo, na ogrevanju je šlo dobro, pogledali smo člane, gremo mi pač se postavimo zdaj na štart, rečejo pač Klare Velepec, se postavimo prvo vrsto, pa še, meni se zdi 5 drugih tekačic, najboljša Francozinja, najboljša Italijanka, Nemka, ko je medaljo dobila, poj Great Britain in tako naprej. In tako gledam, pa smo se še slikale, sem tako, wow, to je pa zdaj ful dober, ne? Sem bila tako, evo, no, zdaj pa bom upoštevala Lucijo, zdaj pa, če sem prvi vrsti, ne, pač ne smem jih zastavljati za sabo. Če sem že dobila tako priložnost, evo, zdaj saj lahko grem, pa pač probam vsem držati stik s prvimi, oziroma saj tam prva polovica, ne. Tako da smo štartale, vsem sem šla približno svoj tempo, vedela sem, kje ne smem iti čez, da me ne bo zabil, ker smo vsem zdaj dali ful poudarka na tempotekih v klanec, tako da sem približno vedela, kje so meje. Pa sem pa šla, pač sem videla že prvo skupino, sem videla pred sabo, pa smo bile pa že jaz. Pač v naslednji skupini sem bila že jaz. Tako da mi je bilo ful dobro,
počutila sem se super, noge so šle, pa sem držala tempo, zato pa pravim, da pač mi je uspel res super 25. mesto na prvi članski tekmi. Si niti predstavljala nisem, če mi bi en dal za podpisati, bi podpisala takoj. Tako da, ja, ful sem vesela. No. Na koncu sem še eno Italijanko prehitela, ko je isto prla sportivi, tako da sem jo imela ugledano. Pa mi je na začetku ušla naprej, pa sem jo na koncu bila, pa sem tako, evo, to pa bom zdaj. Tako da mi jo je pa na koncu kar lepo ratalo prehiteti. In ja, mislim, jaz sem bila vesela, drugi so bili tudi ponosni. Tako da meni se zdi, sem naredila super tekmo in obljubila sem soliden rezultat in sem ga tudi naredila. Bravo, mislim, tu je zelo povedala čestitke, rok sam po črto se preklonem, res izvrstno, no sej, mi smo to spremljali, žal je bilo vreme odlih takrat tako slabo, da smo se skrivali pod šotorom, pa gledali ne v živo, ampak na kameri, mislim, ironija, ampak tako je bilo, kakorkoli, no, zdaj, nekaj me zanima, rekla si, ugledala si imela Italijanko, a ko ste se enkrat razporedili, se pri nas, na Open je bilo tako, nekako smo se razpotegnili, pa smo pa eni isti bili bolj skrb, ni bilo, zdaj nobeden ni preletel od zadnji prav hiter, nobeden tudi ni prav, da jim face crknil, da bi ga pojedali, se pravi, smo bili kar več ali manj isti, smo tam lazali gor, pa jadikovali en drugmu, recimo, kako je pa pri vas, mislim, je isto, praktično, mesta se nekako potem držijo ali se dogaja, ki je veliko sploh še prehitevan pa tega, ne? Ja, pač do Svetega Primoža se je približno razporedil in taki rezultat, ko je bil pri Svetem Primožu, prve tri so bile na koncu prve tri. Tako da, ja, jaz sem bila, ne vem, 1-2 mesti sem zgoraj pridobila, drugače pa ne. Približno je pač po 10 minutah tekme. Ja, enkrat, ko si na tako visokem nivoju, se že hitro po začetku tekme ponavadi približno, sploh te trase, ko so samo navzgor, ker nimaš pač spustov, ker moramo vedeti, da eni so vse bolj za uphill, eni so bolj za downhill, pač eni grejo res ful dobro nadol, tako da se mi zdi, da pri teh, ko so pa samo nagor, pa se navadi se hitro vidi, kdo bo v ospredju, pa kako stojiš, no. Lahko pridobiš pač par mest, 2 mesti gor dol, 3 mesta gor dol, kaj več pa ne, težko je, no. Vsem so toliko boljše, vsem laufajo, težko je pridobiti, no. Si se kaj pogovarjala potem recimo s temi, ki so bile pred tabo, mogoče to z medalistkami, kaj je njihova skrivnost, ko pa one počnejo v življenju, pomagi, da tamle gor odlaufajo pod uro, noro. Ja, v bistvu ne, nisem imela prav časa. Ko sem prišla gor, je bilo veliko medijskih obveznosti, ker sem bila prva punca, prva Slovenka, tako da niti nisem imela časa, možnosti, ampak jih pa malo spremljam tudi pač na Instagramu, socialnih omrežij, ene par jih tudi poznam, no, ta Francozinja Neli, ko je bila uphill 3., pa tudi potem gor dol 3., z njo se poznava, no, so že par tekem skupaj odtekle, lansko leto sva isto tekmo tekle v Briançonu v Franciji, ko je bil tudi svetovni pokal, pa je že takrat zmagala, no. Tako da njo sem vedela pač, da je res dobra. Drugače pa niti ne, no. Saj pač trenirati moraš, vsak ima nek svoj način, vsak je človek zase, vsak mu nekaj druga paše, tako da tudi, če začnem trenirati po pač programu prve, ni nujno, da bom jaz čez 3 leta prva. To drži, posebej danes, ko si rekla, ko so zadeve res navite in vsak detajl recimo šteje ali pa dela v kontra, mislim, noro. Mogoče še špekulirava, no, res ta manko Lucije Krkoč se morda je poznal v reprezentanci, prav gotovo, ona je bila v odlični formi. Mislim, mogoče ti, ki jo res dobro poznaš, žal se je poškodovala in tem prej, no. Kam bi pa ona lahko pociljala, recimo, s to formo, ki jo je imela prej? Ja, ona je bila na koncu prijavljena samo na gor dol, tako da načeloma na gor niti ne bi šla. Okay. Ampak na gor dol pa ja, definitivno. Pač jaz sem skoraj sigurno, da bi bila med 3. Pač taka forma, ko jo ima trenutno, oziroma kakor jo je tudi pokazala na zadnji tekmi, preden ne je padla, pač toliko dobre tekačice nismo še imeli v Sloveniji, oziroma na takem visokem nivoju.
Tako da Lucija je definitivno najboljša trenutno v Sloveniji. Pač ni ena boljših, ampak pač je najboljša in v glavi ima pošlihtano in pač noge jo nesejo. Škoda res za to pač ta padec, ampak vseeno ostaja pozitivna, tako da meni se zdi, jo bomo hit spet videli nazaj. In pa tudi meni se zdi, je sama sebi dokazala na tej italijanski tekmi, ko je bila, da pač je res dobra, ker se je v bistvu v zadnjem kilometru je padla, pa lovila je tretjo na Golden Trail Series, ko je pa ena izmed bolj, v bistvu, če ne najbolj konkurenčna tekma. Meni se zdi, ni treba niti skrbeti. Najboljše, mislim, kar lahko naredi, je to, da se zdaj pač pride nazaj, oziroma da se pozdravi, da se res zaceli do konca, da ne bo kaj prehiter. Potem pa pač ni nekih velikih skrbi, da ne bi prišla nazaj na taki nivo, kot je bila. Ja, ko se je ona vrnila v zadnjih letih, tako je. Je nas vse. Je itak fenomen. Se strinjam. Kaj je naredila, itak smo mislili, da smo jo že izgubili, kar se tiče vrhunskega športa, da se je vrnila in pokori vse ostale. Sicer ti praviš, se pogovarjaš z njo, se tudi učiš od njenih izkušenj, ti ona tudi kaj pove, kakšno stvar, ki jo ti morda še ne veš, vendarle si stara 20 let, si že v vrhunskem športu nekaj časa, ampak vseeno morda lahko športnica njenega kova tudi da še kakšen napotek. Ja, definitivno. Meni je z Lucijo res ful rada tekmujem z njo. A ste že kje prehtela? Sorry, da te prekinjam. Ne, še čakam. Mogoče, če bi šle kakšno krajšo, kakšen Red Bull 400, to mogoče, da jo imam. Ampak ne, na tej daljših pa ne, še manjka, ampak letos smo tekle skupaj v Vipavo, ona je bila prva, jaz sem bila druga, sicer sem bila 12 minut za njo, na 30 kilometrov. Ja, mislim, vem, kje so še rezerve, ona ve, da se ji počasi bližam, ampak korak po koraku. Tako da mi je že na Vipavi mi je rekla, ja, da kar tako naprej, da bova kmalu, mislim, pač, ja, želim si priti na tak nivo, ko ga ima ona, sigurno. Ampak taka oseba, ko je Lucija, tako srčna, topla, pač to meni se zdi, si vsak tekač bi jo mogel spoznati, da vidi sploh, kaj to pomeni ljubezen do športa, kaj pač sploh pomeni to, da imaš ti res nekaj tokrat, da se lahko tokrat vrneš. Tako da ja, pač res je pomemben, da ti v treningih uživaš in to pač Lucija res lepo pokaže. Da si tako lepo povedala. Panje nebrž, če te poslušam, imeti nekoga v reprezentanci ali pa v ekipi pa tako naprej, ti je boljši od tebe, a ne? Če bi bila ti zdaj najboljša Slovenka, si moraš drugje iskati. Res je super, da imamo mi Lucijo, res je super, da imamo, ne vem, Preklemena, Timoteja, Roka. Pač to je res super, da imamo dobre, da se lahko primerjamo med sabo, da lahko vidimo, koliko nam še manjka do najboljših. In to je edini način, da bo pač lahko gorski tek, sploh bomo lahko napredovali, oziroma pač to, da se ti primerjaš, da se učiš eno druga, in se mi tudi zdi, da pač v gorskem teku je ta neka zdrava tekmovalnost, kakor je pač zelo pomembna, ker če ni te zdrave tekmovalnosti, pač ni dobro, oziroma si želim, da bi jo bilo čim več še naprej. Tako da se mi zdi, da smo trenutno res ena super ekipa, čeprav mogoče nismo to pokazali trenutno v Kamniku, oziroma pač rezultati niso prav nakazovali na to, ampak bomo pa v prihodnje. Pač zgleda, niso bili dnevi za nas, oziroma, kako bi temu rekli, pač bojo prišle še priložnosti, rabimo še kako leto, pa bomo še boljši. Ja. Kot si rekla, jaz mislim, da se tudi, selektor tega zaveda, pa cela ekipa, pa atletska zveza, da ima, mislim, v ekipi izjemne posameznike in posameznice, ki so tudi eni so razmerno mladi in se še razvijate in bo še marsikaj. Se vem, Slovenija je bila in je še vedno bila že
tudi vele sila na tem področju, imamo ogromno medalj, svetovne prvake, medaliste in tako naprej, tako da verjamem, da se ti časi vrnejo zdaj čez 2 leti v prvenstvo, kje je v Švici, se mi zdi, ne? V Švici, v Vilarsu. Zdaj, kaj pa ti, recimo, čistko, se ne baš ti vse, ampak gorski tek počasi izgublja svoje ime, bom rekel, zdaj to postaja trail, vse skupaj, ne? Tek navzgor postaja vertikal in tako naprej in tako nazaj. Ti si pač s tem gor rasla in da pač te staroste slovenskega gorskega teka včasih mogoče malo z grenkobo to povejo, da gorski tek je pa zdaj malo trail pojedu. Čeprav temu ni tako, mislim, je morda vertikal bolj popularen kot bom karikiral, kot je bil gorski tek in tako naprej včasih. Kaj pa ti misliš, no, čisto nasploh o tem? No? Pač čisto nasploh o tem, meni se zdi, da ime konec koncev nič ne pove. To je 1x1. Pač važno je, da organizatorji naredijo dobro tekmo, da se pač držijo nekih okvirov, kakšne ne bi bile tekme. Zdaj, kako bo v nadaljevanju, meni se zdi trenutno noben točno ne ve. Ampak je pa res, da je trenutno trail itak v porastu in to se pač moramo zavedati, nekako moramo iti s tem trendom naprej, ker drugače bomo pač zadnji ostali, ampak pač to zdaj res nič ne pove. Pač nič ne pove o tem, pač ti moraš imeti šport še vedno rad, da to delaš. Zdaj, če ti športa ne boš imel rad zaradi tega, ker ima drugo ime, je to tvoja težava. Mislim, tu ne moreš nič. Sicer pa moram pa pač jaz tudi priznati, da je trenutno me najbolj potegnejo trail tekno. Bolj kot kakšni gor, dol in gor, ker ne vem, pri vertikalih startaš, trpiš, končaš. Ni neke umestne faze, da bi kje užival, pa kaj pač vsaj malo pogledal okoli, ker vsaka sekunda na 30 minut dolgi trasi pač je izgubljena. Oziroma, če zdaj res karikiramo te vertikale, kilometre, Ki so samo navzgor in to je to. In, ja. Tako da nekako se bi bolj usmerila v trail, ker vseeno ne štartaš, pa greš neki svoj tempo, oziroma se je hard, pa težko, pa vse, ampak vseeno pač imaš dele, ko ti ostanejo v ful lepem spominu. Recimo v Vipavi, ko prideš gor, pa greš tisto gori dol in pač po grebenu, pač je bilo meni toliko dobro, ko kar letiš tam čez tiste hribčke, pa ful hitro greš. Pa dolina se ti odpira, pa vse, mislim, to je res. Pa gledaš malo okoli, se mi zdi pač res čist neka druga izkušnja kot vertikalno. Tako da se mi zdi, da tudi zaradi te note imajo ljudje rajši trail, ker vseeno več doživijo, splača se jim voziti, ker so pač dlje časa na progi, ne. Pa če ti rečeš, zdaj sem pa 50 odlaufov, se bolj sliši, kot če rečeš, danes sem pa 600 višincev naredil ali pa 1000 višincev. To nobena znači za zavest. Mislim, v hrib si šel, pa kaj? Jaz sem pa ultra trailaš, a daj ga sreta. Tudi če slabo za 50 km 15 ur, ampak ti si rata ultra trailaš. Čas ni pomemben. Čas ni tako in to je lepo. Mislim, da si vse povedala. Tisto recept, zakaj ljudje danes tudi iz ceste hodijo v trail in tako naprej. Na cesti te prganja ura, v klancu te prganja, bom rekel, srčni utrip, trailu. Ja, drugačna izkušnja je, bolj je taka pristna, se mi zdi, v naravi si, med drevesi. Po možnosti še imaš vrgoline. Ja, pa to, pa gorske koze. Ja, kače se itak razbežijo, tako da, lej, sej. A si imela kdaj kakšno bližnje srečanje s kačami v hribih, ker si dosti v hribih? To pa je bilo 2 leti nazaj, ko sva šla na Skyrunning, mladinsko svetovno prvenstvo, oziroma kaj, do U23 je bil, no. In je bilo v Črni gori in če bi kdo že v Črni gori, pač vejo, kakšne so tam potke, ne, ko greš enkrat kao v hrib. In so imeli v bistvu vertikal, pač do vrha enega hriba in greva midva s Klemenom, meni se zdi, 2 dni prej pogledati, pač traso, sva rekla, greva ene 200-300 višincev gor, da vidva, kako to izgleda. Meni se zdi, so se po 200 metrih sem samo obrnila, jokati sem se začela, ker je bilo to tako grozno. Tu je neki šumel ali kača, ali ne vem, kaj je bilo. Take pajčevine čez vse, pa taki velik pajk gor,
Pa je bil nek kušan, mislim, še zdaj ne vem, a sem si ga sanjala, da je pač šel mimo, ali pač kaj je bilo to. Skratka, jaz sem samo obrnila, rekla, Klemen, dovolj, trase ne bomo šli gledati, lahko greš sam, jaz te tukaj dan počakam. Tako da, pač zdaj ne vem, kako je šlo to na tekmi, ampak nekako sem si jo dala v glavo, lej, če je šlo 40 ljudi pred mano ali 100 ljudi pred mano gor, to so vse kače že pobegali, ker smo pred zadnji štartali. Hvala Bogu, da niste prvi štartali, pa ti bi zmagala, pa ti bi mogla kače poditi. Ja, to bi pa bilo grozen. Ja. Ker naslednji dan pa smo imeli potem Sky Race, oziroma trail tekmo, pač malo daljšo, in so organizatorji rekli, pač imajo kače, ki se jim reče poskok, ampak če ga ne diraš, ti nič ne bo naredil. In pa se razmisliš, ne, ta stavek, pa če ga ne diram, ampak jaz moram laufati. Mislim, načeloma, jaz sem laufam, kako ne ga ne diram, če leži tam pod mojo nogo. Ja, no, pa pač poskok, to je, kaj to pri nas, modrost? To je kar strupena reč, ja. Ja, no, skratka, strupena reč, ni zdaj neka nestrupena reč, tako da tekma mi v Črni Gori, mislim, ful lepo organiziram, pa organizatorji, pač ful lepo, pa vse, ampak ta moj strah pred kačami in pajki gre to zelo težko skupaj. Tako da, mina sva tisti teden, ko sem bila v Črni Gori, sva samo laufala po obali, gori, dol. Mislim, to je varno, tam kače ne bojo v hribih. No, ja. Zdaj, za vse, ki planirajo dopust v črnogorskih hribih, ja, zdaj vzemite sabo zvončke, pa muziko ne žigite, ne vem kaj, pa kače preganjate. Mogoče jih pa letos ni dol to, ker so vse prišle v slovenske hribe. Pomagi, no, letos je res očitno kačje leto, pravijo, da jih toliko še niso videli, no, tako da lej. No, zadnjič na Kriški, nebrž nisi srečala nobene na vertikalu, ne. Tam gor je tak senčna stran, tako da. Ja. Vse se bolj držim teh senčnih strani, pa ne toliko skal. To zdaj poleti se kar držim tega, no, rajši imam take gozdnate potke. Ja, pošteno, lej, vseh je dovolj, v bistvu jih je dovolj. No. V Sloveniji imamo itak toliko izbire, da lahko se izogne, sej če kako kačo srečaš, to itak pač narava, zdaj nimaš kaj, greš pač mirno mimo. Pač ne bo konec sveta, ampak vseeno pač rajši grem po potkah, kjer ni še, pač kjer pravijo, da ponavadi ni kač. No, se bližnja srečanja s kačami so ponavadi tam, ker ne odložiš kaj, se usedeš na vrhu kje, ali pa zagrabiš kakšno skalo, pa se gor skriva take stvari. Zdaj, ampak ne bo več v kačah, da ne bo zgubila vseh najnih poslušalk pa gledalk. Ta trenutek zdaj, tvoja kariera, moram te nujno vprašati, ker tega nisem najdel, pa sem si pogledal super pogovor, ste imela z Juretom Urlepom, lepo sta urisala tvojo tekaško kariero, ampak pa sem šel gledati, si bila itak zadnje sezone še bolj znana, pa še bolj medijsko popularna zaradi turnega smučanja. Zdaj, bila si evropska podprvakinja, svetovna podprvakinja v 20, svetovni pokal si dobivala, vse povsod, Bog pomagi, jaz ne vem kam, daj se te pokale. Pa ste eno stvar te moram vprašati, preden te vprašam, kako si prišla v ta šport, ker mi ni, tudi Klemenom so na hitro to švrknila. Daj mi povej, takrat je kazalo, par let nazaj je kazalo, še z Lukom sem govoril tudi z Rejo, da bi Slovenija lahko takrat tista 2 slota dobila za Torino, za olimpijske igre, pa se žal ni šlo. Daj mi povej, kako blizu ste bili, vse ti bila tudi zaraven v bistvu v tej reprezentanci ekipi, ki je ciljala, da gre na prve olimpijske igre v turnem smučanju, in lahko mogoče to na hitro malo rišeš. No? Ja, v bistvu pred zadnjo leto, to se pravi 1 leto do olimpijskih iger, smo bili še čisto noter, nekako se je pač 2 leti, kako bi rekla, ni se 2 leti prej začeli šteti, ampak pač to sezono pred olimpijskimi igrami se cela štela, pa pač nekako so prejšnje sezone pač nakazovale, kje približno si. Potem pa mogoče v Sloveniji nismo dajali toliko veliko poudarka na mešane štafete in so pač druge reprezentance dajale pač več poudarka, dobili pač res so veliko več turnirov za te mešane štafete in so prišle pač pred nas tudi tiste reprezentance, ko smo jih, ne vem, še 2 leti nazaj pač za šalo, pač tako, ja, se njih pa bomo. Tam, ja,
premalo načrtno smo delali. No. Pač sej zdaj, če pogledamo nazaj, se mi zdi, da premalo načrtno smo delali za te mešane štafete, ker načeloma najbližje smo bili v mešanih štafetah. Pač po šprintu bi se težko kdo uvrstil, oziroma mogoče najbližje, da je bila Ana Čufer, ampak res bi bilo težko, da se bi kvalificirala, pa pač je ona res naredila gromozanski napredek naprej, ampak te menjave pač res hoče od tebe, da jim daš čas, no. Pač ni druge. One res potrebujejo, da ti zdaj posvetiš menjavam vsak dan Da to treniraš, da to drgneš da start. treniraš, da daješ smučke na ruzak, da daš dol, pa levo, pa desno. In pač je v Sloveniji to pač težko, ker noben od nas ni profesionalni športnik, oziroma trenutno sta pač, ne vem, Luka pa Klemen, Reja. Mislim, vsi so neki na pol. Vsi še neki zraven delajo in je pač težko se zdaj ti 100% temu posvetiti. Po drugi strani pač jaz sem bila še toliko mlada, čeprav sem imela pač super rezultate v mladinski konkurenci, pač ti kot mladinc, tudi če si najboljši mladinc, težko konkuriraš pač članom. Vseeno je to pač res pač 10 stopničk višji. In nekako pa tudi pač nismo, mislim, po mojem mnenju, nismo pač delali pravih kombinacij, kdo bi pač šel skupaj v par, pa kdo bi pač potem v A-finale, pa tako naprej. Tako da pač naredili smo mogoče veliko teh začetniških napak in pač se zato načeloma pa in ni. Sicer smo bili blizu, meni se zdi, nam je zmanjkalo 1 ali 2 mesta na konci, sem pač nam je zmanjkalo, to pomeni ni nič. Ja, mislim 1 ali pa 5, ja, sej na konci, ja. Ne vem točno sploh koliko, pač po točkah se gre, tako da ne vem, kjeri smo bili na koncu. Jaz sem tudi tiskal evidence, vse, pa na koncu niti, razen tisti, ki so prišli, niti ni bilo tako javno objavljeno, kje pa zdaj Slovenija. Ja, pač sej, kakor tudi zdaj, recimo, ko gledam za nazaj, meni iskreno predstavitev turnega smučanja na olimpijskih igrah ni bila všeč. Pač šprinti in mešane štafete so umetno narejena disciplina ravno za olimpijske igre. In ne pokažejo niti enega delčka turnega smučanja. Elementov, ki so bistvo. Ja, elementov turnega smučanja. Pač pristno turno smučanje je recimo posamična tekma, kakor je pa pač niso dali noter, ker so nekako je bil odgovor, ko smo jih vprašali, zakaj ne, ker morajo pač gledalci tudi vedeti, da v bistvu vsi turni smučarji, ki smo trenutno notri, pač se načeloma nismo ravno strinjali, da grejo na olimpijske igre šprint in mešane štafete, ker smo vedeli, da ne bo glavnih in najboljših oziroma najbolj prepoznavnih imen turnega smučanja. Recimo, kdo je Remi Bonnet in tako naprej. Pač ki so v solo disciplinah, pa recimo že 3 leta pač zmaguje tekmo za tekmo, ampak pač zmaguje napačne tekme. Zmaguje vertikal pa posamične. In se mi zdi, da pač malo so naredili fail, pač ne moram drugače povedati. Se pa pač govori pa se, da v bistvu se v naslednjih olimpijskem ciklu oziroma na naslednjih olimpijskih igrah, ko bojo v Franciji, si v bistvu Francozi želijo, da pač je posamična tekma. Tako da načeloma, če bo turno smučanje še na olimpijskih igrah, zdaj smo v bistvu ravno 2 dni nazaj dobili pač, da so predlagali, oziroma ne vem, kako se temu reče, oni pač predlagajo disciplino, so predlagali tudi individualno preizkušnjo, ko je bila v bistvu tudi lansko leto, ko smo imeli v Puy St. Vincentu svetovni pokal, so jo tudi že posneli, tako da so pač naredili kakor, ko bi se temu rekli, provizoriš, kako ne bi to pač tudi zgledali. In je pač zgledal 100-krat boljše, ker se mi zdi, da se je tudi v bistvu nekako turno-smučarska organizacija svetovna pač zavedala, da mogoče pa te šprinti pa mešane štafete res niso zgledale tako, ko bi mogle. To so malo smučarskega teka vzeli, pa malo iz unga. Pa tudi recimo, meni se zdi, da si zdaj vsi predstavljajo, da mi zdaj to kar laufamo gor, pa da to mi zdaj samo menjave delamo. Pa da ko se spustimo, da se mi vrat spustimo, pa po možnosti še malo teh band, da se tako malo nasloniš, ampak pa kar neki pluk vmes.
pa pač poju cilj. Ampak pač turno smučanje je daleč od tega. Pač najboljši se vozijo dol, ne zato, ker ne znajo smučati, ker mislim, te ljudje znajo Perfektno res dobro smučati. Ja. smučati. Ker to, ker uživajo v tem. perfektno. Ja. Ampak pač imamo toliko lahke smučke, nimamo nekih kant in tega, da pač, če se ti preveč nagneš, recimo, ko ti alpsko smučaš, se pač moraš čim bolj nagniti, ne. Zdaj pa ti, če se pa pri turnem smučanju preveč nagneš, je pa ta smučka toliko ozka, da se ti na pancer nagneš in te pač zavije, oziroma pač padeš, ker pač ti pancer zahakla. Nimaš kante, na kateri bi si Nič nimaš, ne. In pač smučka je narejena zato, da gre pač ravno dol, pač najbolj se pele, če greš ti ravno dol. Če greš smuk, ja, ampak tega ne moreš, se pravi, moraš iti pač v plug zato, da pač prideš Pa dol. tudi pač v naravi ne najdeš tenk. Kje boš ti najdel stopnice, da boš ti lahko po stopnicah? Pač ni jih. No, ja, Tako da- mogoče bo te porodne, rečemo, bolečine ali pa napake, ki so jih naredili. Ampak vseeno pač moramo biti hvaležni, da je turno smučanje Zraven. prišlo na olimpijske igre, Pa da bi tako da obstalo, vseeno smo dobili prepoznavnost in zdaj pač lahko rečemo, da bo šlo pač samo še navzgor. Tako kot pri plezanju, recimo. Tako, Saj so prvo leto so tudi malo zgrešili. pa smo zdaj so se pa navadili, Ja. peljali. Tako ja. Ja, pa Remi Bonnet mora še ne 2 leti vztrajati, zato da bodo Francozi bolj navijali, da imajo to individualno tam, pol pa bo, ne, pa tudi še ne pride na koncu, ja, da pa pridete vino. Tako da, evo, vidiš, mogoče pa tvoje olimpijske sanje še čakajo na uresničitev. No. Ja, meni se zdi, imam je še kar. Mislim, olimpijske sanje so, sem še mlada, govori se, da bo tudi v trail teku prišle, pač In to pa na šel na zimski, olimpijske ja, igre. pa ne, ja, nekaj takega. Tako da meni se zdi, da imam še svetlo prihodnost za olimpijske sanje, no. Mislim, želim si jo imeti in želim vztrajati na takem pozitivnem mnenju. Ja, tudi letnik 2006 to pomeni, da boš lahko nastopala na zimskih, pa na poletnih olimpijskih igrah. Ja, recimo, no, si to želimo, no, pa da boš vztrajala v tem športu toliko časa. Zdaj, vendarle, no, v športu, se pravim, pri 20-ih, če gledam samo tiste tvoje medaljice, ki so tam nek narisane, pa prvo mesto, drugo mesto si, ne vem, že na gimnaziji Kranj so objavili, ko si bila stara 17 let, da dijakinja je posvojila evropsko medaljo v turnem smučanju, no, že takrat so bili nate ponosni. A si imela kaj ugodnosti na gimnaziji kot preko aktivna športnica? Ja, dobila sem najboljšo socialno delavko in če bo to gledala, pozdravljam Tino. Živijo, Tina, evo, bravo. Ja, v bistvu na gimnaziji Kranj je v bistvu tako, da v bistvu športniki dobijo pač Tino in ona potem rihta, kar potrebuješ. In se pravi, tudi, če kaj manjkaš, pa če moraš biti pa testi, pa vse te stvari. Ja. Tako ja. Tako da sva v bistvu spletle eno super prijateljstvo in se še zdaj vidva, hodva na sprehode in se imava super malo poklepetava, kako je bilo, pa kako je zdaj, a če šola še stoji. Zadnjič sem se peljal tam še. Čeprav je zdaj konec šolskega leta, pa vsakič je na bojazen, da bi kaj zakurali tam, ampak zaenkrat še niso. Gimnazija Kranj še stoji, pa bo še kar nekaj časa. Ja, bo še dolgo. Zdaj pa študiraš. Prej si rekla, Klemen, tvoj partner je Klemen Španek, seveda je vrhunski športnik oziroma profesionalc. Kaj si pa ti? Ti si pa študentka, ki tudi trenira zraven, ali si na pol profesionalka, kaj si ti? Ja, v bistvu glih to so se danes pogovarjala. Ja, jaz sem študentka na Pedagoški fakulteti v Mariboru in študiram za razredni pouk. Ampak bolj pa sem usmerjena v šport, ali kako bi se temu rekli. Pač svoj prosti čas namenjam športu in je pač tudi to nekako primarna stvar trenutno v mojem življenju. Tako da delam faks, trudim se, da naredim faks, trenutno mi gre vse nekako po planu, zdaj imamo glih izpitno obdobje in se pač tudi da. Dosti sicer manjkam, ampak imam pač sošolke, ko me pač pošljajo in se pač da, pač na faksu je mogoče še malo lažje pač bolj profesionalno trenirati, kakor v gimnaziji, ker je vsem pač malo bolj iniciativno, kako bi se rekli. Ni treba biti toliko skozi tam, pa lahko, Tako ja. Tako da mi je v bistvu leto še malo lažje, kakor pač prejšnje 4 leta.
In ja, želim si postati profesionalna športnica, nekoč, nekdaj, upam, da čim prej. To se govori. Mislim, sej tvoja druga kariera, ki bo kasneje, prej so se tem pogovarjali, v prosveti, v šolstvu, mogoče rabimo še kakšno, pa ne bo o tem zdajle, reformo šolstva in vmes bo Klara pač vrhunska športnica, vi reformirate šolstvo, da bo ona prišla to delati pol. Ja. V prenovljeno slovensko šolo. Več pa ne bo zdajle v tem. Tako. Ja, ker, najprej športna kariera, potem pa drugo. Potem pa, po 30 pa pol, greš pa pol za učiteljico. Ja, nekaj mi povej, Klara, zdaj, kako ti dojemaš uspeh? Ti zgodaj si začela, rekel, tudi na svetovnem odru pobirati medalje, oziroma kaj je bilo, a res, da si za 4 mesece šele pred Evropskim prvenstvom začela turno smučati, pa si šla tja pa pometla s konkurenco? Mislim, ta fakt mi še kar ne gre v glavo. Kako je to možen? In to danes na takem športu, ki je vse, turno smučanje morda ni tako kompetitivno kot gorski tek ali pa tek, kakorkoli, ampak vseeno, kako je to mogoče, mi povej? Ja, kako je to mogoče? V bistvu še danes ne vem, ampak nekako se je vse začelo v Radovljici z atletiko, potem je bila korona, potem je bila moja motivacija z atletiko malo padla, ker sem bila, pač ko sem bila mlajša, sem pač provala vse športe, ko smo jih imeli v Radovljici, ker pač sem plezala, pa mi ni bilo več tako všeč za 1-2 leti, pa sem ritmična gimnastika, pa ni to sploh zame. Pa sem tisto, pa agility poise z kuško, ko jo imamo doma, pa tretje, pa tako naprej. Pa sem pa atletiko, pa sem jo nehala, pa spet začela, pa spet nehala, pa je Marička rekla, zdaj pa, Marička je moja prva trenerka, pa rekla, zdaj pa, kaj pa, če bi ti gorske teke? Nekaj mi povej. Me je ona v bistvu... Ja, sorry, da prekinjam. Zdaj, ti si, kaj si, laufala srednje proge, kaj si počela v atletiki do takrat, ko ti je Marička navižala hrib? Ja, jaz sem laufala 800, 1000, 400 štafete, pač ko smo vsaka 400 metrov ali 300 štafete, ko vsaka 300 metrov laufa. Nekaj talenta si imela, si kazala takrat talent, vzdržljivost. Ja. V bistvu talent sem najbolj kazala na šolskih krosih. In tam me je tudi v bistvu Marička oziroma Marija Medija, moja prva trenerka, rekla, kaj pa, če bi ti k nam prišla trenirati. Pa sem bila tako, pa ne vem, če bi, ker sem pa jaz že kaj na začetku, meni se v 3. razredu že trenirala atletiko. Ampak pač mi ni bila všeč in sem po 1 letu nehala, ker pač imeli pa smo doma, če začneš, pač tisto leto to delaš. Pač nimaš možnosti. Ja, pač zaključiš tisto leto, boš naprej potem drugič, nekaj drugega. Pa me je v bistvu ona iz šolskem krosu sem bila, meni se zdi druga, pa sem prehitela vse njene tekačice, pa rekla, dej, kaj pa, če ti prideš? Ker me je prehitela, me je pa samo ena, meni se zdi izgori, ko pa je... Pa je ona že trenirala tek na smučeh, ja. Aha, pač pa 3 glave večje od mene. Klasika, to je pa gorje, to je pa še da gorje, pa tekači na smučeh, ja, to je to. Tako da sem pač v bistvu predvsem na teh šolskih krosih sem skozi kazala, pa tudi na teh testih, ko jih imaš, ko laufaš 600, pa to sem bila skozi prva. Bila sem pa skozi v pogonu, sej pač tisti, ko me poznajo, tako da sem bila skozi tam, pa malo na drevesu, pa tam na travniku, pa skozi sem mogla nekaj delati, skozi se je moglo dogajati. Tako da aktivna sem bila res skozi. Tudi starši smo pač hodili malo v hribe, sicer pač nismo laufali v hribe, noben ni tako fejs za hribe, ampak pač hodili smo pa, ko pravi Gorenjci, pač v hribe, če smo z Radovljice doma. Absolutno, nastav. Tako da, pa me pa Marička usmerila v gorske teke, ko pač je vedela sem, da steza to, pač to ni zame, skozi eno in isto, skozi krog, pa skozi sam krožiš. To končaš, pa gre spet nov krog, pa končaš, pa gre spet nov krog. To ti ni bilo, To ni. In ona je sama predlagala, pejt v hrib, pa da vidimo, kaj bo s tebe. Ja, tako pač prej sem še laufala neke krose, pač te državno prvenstvo, pa tako, pa nikoli nisem bila ful dobra, vedno, nikoli niti medalje, jaz niti medalje nimam z atletike, nobene, niti ene. Zanimivo, iz šolskega krosa imam tega občinskega, ko je bil v Radovljici, ko je meni se zdi Radovljica, Gorje, Bled, Lesce, pa se pa že konča. Tako da sem tudi kazala, vmes sem hotela iti že na skok v daljino, ker pač na tistem testiranju sem ful skočila v daljino, skratka, ampak skok v daljino z letom, to pa ni šlo.
A ja, iz mesta ti je Ampak šlo. imam pa Ja, ja. vseeno medaljo iz občinskega na Bledu, to pa imam tudi. No, vendarle neki medalj bo pa zelo odkrila, ja, Um, tudi atletskih. Ja, tako da imam vse iz šolskih, kar se tiče medalj od atletike. Ja, hitro je videla, pač vse trenerji hitro vidijo, kdo je za vse, za kdo Jasno. ni. Sploh Marička je bila zelo usmerjena že sama v gorski tek, že njena hčerka je laufala gorski tek. Pa smo Aha, bili, okej. ko je še en, ko je z mano treniral, je tudi laufal gorski tek, tako da bilo nekako kar je bila tudi družba se sestavljalo. prava, da sem šla v gorski tek. No. Ampak tam si se pa zelo hitro našla, kako? A? Pa v bistvu prvo leto nisem nič pobrala. Prvo leto sem bila skozi tam nekje četrta, peta. Na izbirni sem bila tretja, zato sem šla tudi na svetovno, to je res. Ampak drugače pa nič. Ampak sem pa vedela, pač nekako sem čutila, da pač je to, da to si želim, to mi je full fajn, to je skozi neki novega, skozi neka druga trasa, pač to je zame. In to me je pač poj pritegnil. Tako da naslednje leto, to se pravi drugo leto, ko sem pa trenirala gorske teke, pa sem bila že med boljšimi v Sloveniji. Tako da takrat pa sem poj, pa Šmarno goro sem zmagala, pa tako naprej. Tako da takrat pa sem bila poj ene parkrat državna prvakinja. In vem, da tudi potem tisto leto, pa se poj malo spozna s temi gorskimi tekači, pa z Majom, pa z Klemenom, pa poj še Luka pride na Šmarno, ne. Pa na smučanju pa je vseeno manj članov in pa hitro potegnejo kakšnega iz gorskih tekov, no. Tako da so rekli, kaj če bi ti šla na priprave, pa je tako, kdaj? Je za krompirjeve počitnice, pa je tako, ja, super, gremo, ne? Pa saj nisem niti razmišljala, kaj rabim, pa če bi jaz to sploh počela, pa kaj to sploh je turno, ker jaz do tega trenutka nisem stala na turnih smučeh. Pa če sem šla na priprave, oni so mi posodili opremo, gor sem šla še, takrat je šla meni se zdi še Manca Mlekuž, je šla zraven, ja, Manca je šla še zraven, tako da so bile obe prvič takrat, pač nama je bilo super, midva sva se super imela. Pa sem se še v Klemena zaljubila, pa sem bila pa itak not. Pač pa itak ni bilo izhoda nikamor več. Mislim, turno smučanje ti je zdaj naredil cel kup enih pozitivnih stvari, ne čudenega, da si pol prvič na Evropskem prvenstvu, ampak potem si šla pa na Evropsko prvenstvo, a si vedela sploh, mislim, kam sodiš tam, ali? Ne. Prva tekma na Evropskem prvenstvu je bila itak posamična preizkušnja. In pač meni so samo si rekli, pač, da ne grem provat, ne. Mislim, zdaj tudi, ko se pač hočem spomniti, če sem kaj razmišljala, ne vem, če sem kaj razmišljala. Pač jaz sem šla, pa vem, da sem bila prva na prvi menjavi, ker je pač samo tak majhen ovink je bil, pa je bila že prva menjava. Jaz naredim menjavo, itak nisem znala menjave, tako da prva sem prišla na menjavo, pa meni se zdi česta šla iz menjave. Pač ful me jih je takrat prehitel, no. Pa grem jaz na spust, pa je bil itak off-road, pa jaz off-road, to je bilo še bolj tako, kapaj to, ne. Nisem bila še čist kolega, še zdaj nisem, ampak takrat sploh ne. Pa jaz vsem tam nekaj zavijam, noge me itak že prav pečejo, ne veš več, ali bi se zdaj ustavil ali ne. Pa še padem, sem si še ta sončna očala sem zlomila, pač nisem fejst padla, ampak pač cel sneg je bil, noge so pač me se samo popustile, pa sem samo šla v cevc naprej. Pa pridem na spodnjo menjavo, pa kože niso šle dol. Pač kože niso prilepile na smučke. Ja, valjda, če sem imela stare kože, pa še padla sem v sneg, pa sem jih imela tukaj spredi, pač v sprednjem žepu, ko je tak mrežast in se je sneg že gor. Ker sem imela pa tako zvite, ne, tako kot po profesionalci, da samo ven vzameš pa samo tako, pač ko bič. Ja, itak da nič več ni držal, tisto sploh ne vem, ko sem gor potegnila. Pač tista tekma je bila samo preživetje ali pa smrt, ker hodila sem gor, pa so kože kar dol padale, pa sem se sezula, pa dajala gor. Pa hodim gor, pa kože spet dol. Pa na koncu sem z eno Romunko, meni se zdi, šprintala v cilj, pa še to ja nisem prehitela. Tako da sem bila meni se zdi pred zadnja. Pa to ne moreš verjeti, mislim. Ja, kašen, mislim, premjeri nastop, vsa čast. Ja. To je bilo kar kriza, tisti nastop. Vem, da ko sem prišla čez cilj, sem samo gledala, pa sem razmišljala, pa kaj to bi jaz sploh delala. Solze so mi že kar tako tekle dol, ker sploh nisem vedela, kaj to zdaj pomeni.
ker vem, da nisem šla dobro, pa ne vem, tako je res tisto nerihta nekih občutkov, ko sploh ne veš, a si vesel, ko si končal, ker itak si bil že 1 uro na tisti progi, pa kaj zdaj, ne. Pa si negativno vesel, pa. Tako da tista tekma je bila itak polom v 3 pisane maretice, res. Ampak te ni minil, ti ni vzel veselja, ne? Ne, pa sem gledala člane, kako so šli člani tam dol, pa sem bila tako, wow, to je pa res dobro, ne, ker oni so se sami spustili, jaz pa 10 ovinkov tam vmes sem naredila na tekmi. Sem vedela, tako ne, tako moraš iti. Tako da pa je bila pa še šprint tekma, čista mi šla full bolj, ampak sem tudi, nisem prišla v finale, ker sem v bistvu na zadnji menjavi sem prišla gor kot druga, to se pravi, se bi kvalificirala v finale, ker pač šprinti potekajo, to se pravi, potek, da se ti kvalificiraš, da imaš kvalifikacije, polfinale oziroma četrtfinale, polfinale, finale. Ampak se mi pa pancer ni zapel, ker pač sem imela sneg in nisem vedela, kaj naj naredim, in pa sem jaz pač ti sneg dajala dol, pa preden sem pogruntala, pač kje sploh je sneg, zakaj se pancer noče zapreti, so me itak že pač prehitele, ker pač meni noben ni povedal, da pač tu, če se pancer ne zapre čist, ne, da moraš vse niti dol, ne, ker pač jaz sem tako, to moraš zik, sigurno je, da moraš to jaz direkt zapet, ne, ker če ne bom zapela, to zik ne smem iti dol, to bom zdaj že kakšno kazen dobila, ali pa bom padla, ali pa neki. In ja, vem, in pa pridem v cilj in samo Klemen reče, pa zakaj se nisi sam dol spustila? Ja, kako, če sem imela pancer, se ni zapel, ja, to se mora sam dol spustiti, kaj sem na tekmi, pa je tako, ja, noben mi ni povedal. Damn. Ja, ampak tam že na šprintih sem pač videla, da sem pač ful močna, pač da niso tekmeci, da pač niso toliko boljše od mene, kot sem si jaz to pač predstavljala. Tako da sem bila za vertikal tako jezno, zelo motivirana, ker sem bila tako, zdaj pa vertikal, to pa niti koža mi ne more dol padeti, ker mi jih boste itak že videli gor, niti menjave nimam, to moram samo iti, ne. Pa še vem, da tam preden sem šla na štart, sta bila Klemen pa Luka, pač smo bili v sobi, pa mi samo rečeta, Klara, zdaj pa samo pojdi, sam pojdi do cilja, ne, samo gor pojdi, ne. In jaz res štartam, pa ful sem odročno štartala, pač jaz sem bila, meni se zdi, po 10 metrih pač daleč prva. Tako da pa na koncu me je samo Španka ulovila, sicer je bilo ful težko, pač res mi je bilo ful težko, sam sem imela tako motivacijo, sem rekla, če sem pa zdaj druga, pa da zdaj to priložnost izgubim, pač to pa si ne bom nikoli oprostila, ne. Tako da sem res tisto do konca, pa drugo mesto, itak so bili vsi pa, jaz sem bila sploh, niti ne zavedam se, da je bila to res prva medalja za Slovenijo za turno smučanje. Saj, to so šele pojne, pač v medijih, ko je prišlo to v medije, so bili vsi, wow, koliko dober. Pač meni je bilo takrat tako, to sem pa zdaj, ne. Zdaj pa sem vam vsem pokazala, da vas lahko vse pojem, nobena mi nič ne more, razen pač Španka, Laja, ko pa sva tudi pač res prijateljice, tako da sem bila pač tudi za njo vesela. Pač čestitaš, ne. Niti grenkega prikusa ni bilo, ker mi je bilo to drugo mesto toliko pomembno, toliko mi je pomenilo, da sem bila samo vesela za vse, ko smo bila na odru. Noro. Mislim, kakšen začetek, začela si z odrom dobesedno, ampak včasih se s kom pogovarjam, ali pa tako spremljam kakšno kariero, marsikdo, ki močno začne, potem ga moče tudi to zlomiti, tebi ravno obratno, kot da imaš to še dodatno motivacijo, ker potem samo vsako sezono nalagaš, pa več pobiraš. Se pravi to, da si bila potem že kmalu že smatrana za eno močnejših tekmovalk, za favoritinjo, to tebi očitno ne škodi, ali pa da bi te psihično mogoče načenjalo. Pa v bistvu prvo leto res ne. Prvo leto mi je bilo ful dobro, da sem lahko tako dobro. Pač res iz tekme v tekmo sem si nekako pač tisto dokazovala, zmoreš. Zmoraš še to prehiteti, zdaj pa lahko še to Italijanko, pa to Španko, pač ti itak si jih že enkrat prehitela, samo še enkrat jih moraš, ne, itak si boljša, itak veš, da si boljša. In prvo leto mi je bilo res sem lahko prišla skozi, mislim, s to mentaliteto. Tako da pa v drugem letu pa vem, da se je to kar fejst zamajalo, no.
Tako da sem lansko leto sem samo v bistvu samo 2 medalji sem dobila, eno zlato kaj je Slovaška bila, ena pa potem svetovno, ko sem postala svetovna prvakinja, ampak do tega svetovnega pač to leto je bilo ful težko, sploh z vidika mentalno. Tako da sem pač tudi pač s psihologinjo sem imela, so pač veliko delale na tem, da pač sem prišla to čez, ker nekako pač so prišli v moje življenje ljudje, ker so mi nekako podirali mojo samozavest oziroma mojo prepričanje o tem, koliko sem ful dobra, pa kje si želim biti. Tako da sem pač tisto leto sem dosti delala z psihologinjo, pa sva pač to tudi pošlihtale, tako da svetovno prvenstvo je itak uspelo fenomenalno, boljše kot letos. Pač res sem takrat dala vse od sebe. Pač te ljudi smo tudi odstranili, ko pač mi niso bili, mislim, s katerim se jaz nisem razumela, oziroma, kako bi rekli, pač ne moramo se vsi z vsemi razumeti. Pač Absolutno. pridejo karakteri na kup, ker pač res krš, samo slišijo se sablje. In se mi zdi, da pač v vrhunskem športu je tega še pa še, sploh, kakor sem jaz zdaj videla iz moje perspektive, ko se pač začneš mogoče o tem malo bolj pogovarjati, pač je v vrhunskem športu res veliko tega. Zdaj, kaj narediti, ko pride do tega, pač probaš narediti optimalno, vem pa, da pač vsem ni to pogodo, kar se je zgodilo, tako da ne bi se spuščala v to, vse imam rada, ampak to lahko, pač to je svoja zgodba in ostane tam in lansko leto in sem jo že predelala, tako da sem se letos res vrnila v takem slogu, ko sem si predstavljala, ko sem si želela in osvojila teh 12 medalj, koliko sem jih, pač še sama ne vem. Ampak res letos pa se je res vse poklopilo, no. Prišla sem tudi zadnje leto mladinka, tako da sem si že ob začetku leta rekla, evo, zdaj pa zadnje leto, to pa zdaj moramo izkoristiti, ne. Zdaj, če sem prišla pa naredila tak udaren začetek, pa je bilo drugo leto mogoče malo nadol, zdaj zadnje leto ne. Zadnje leto pač to ne pride v poštev. Tako da se mi zdi, da mi je to zadnje leto pa res ratalo. Sicer je bilo pač tudi težko, ker je pač v vrhunskem športu pač nič ne pride čez noč, nobena zmaga ni podarjena, res se moraš pač za vsako zmago ti potruditi, pač dati dušo in srce, ali pa tistih 20-30 minutah, ko jih imaš na razpolago. In ja, sem ful vesela, no. Predvsem za tisto zmago v šprintu, tista je bila itak fenomenalna. Mislim, letos je bilo, ni bilo tekme, no, da ti ne bi stala na Ja. podiumu, no, to pa res, no. Mislim, letos pa V bistvu nisi imela sta bile slabe dve. tekme. Dve sta bile, ko nisem, ampak to sta bila 2 šprinta, ko še čez kvalifikacije nisem prišla. Tako da to je bil slab dan. Ampak vse ostalo pa. Turno smučanje, pa trail, gorski tek, rečemo temu vertikali, nisi edina, no, ki to dvoje združuje. To je v bistvu, to sta 2 športa, ki se dopolnjujeta in se tudi na vrhunski ravni lahko. Ja. Ja, meni se zdi, da je to čisto realno tudi na vrhunski ravni. Sicer je res, da moraš obe sezoni potem malo prilagoditi, ker imaš v bistvu vseeno 2 sezoni, ki trajata pač različno dolgo. In ne vem, mi da sva nekako s Klemenoma v praksi, da vseeno fino je, sploh v zadnjih letih sva videla, da je fino, da nekako zaključiva do aprila oziroma že marca, da zaključujeva, zato da imaš pač res potem, ne vem, ene 3 tedne, 14 dni, pač čas, da čisto odklopiš, da res narediš pavzo, pač ne aktivno pavzo, ampak pač pavzo. To pomeni, da nič ne treniraš, da pač delaš vse drugo, samo treningi ne. Ker, ne vem, jaz sem to letos naredila in mi res mi je ustrezalo, no. Ker si tudi zmatran od vsega tega tekmovalnega ritma, od tega, da pač potuješ toliko časa. Mi imamo vseeno, koliko smo imeli, 6 svetovnih pokalov ali 5 sem bila, na 5 ali 6 sem bila, in to je pač vseeno proces, da ti prideš do tja, pa avioni, pa rentakar, pa tisto rezerviraš, pa to sploh v letos, ko sva v bistvu vse si planirala sama in sva bila nekako sama pač vse, od tekmovalca do tega, da sva si vse rezervirala, da so si kuhala, da spakiraš in tako, doma so samo prali. Tako da, ja, pač si zmatran od vsega tega, no, pač rabiš tudi to prekiniti, kakor je fajn, pa kakor
uživaš takrat v teh tekmah in tem vzdušju, je to tudi fajn pač potem narediti črto in končati. Se pravi, tvoj plan je na dolgi rok oziroma saj srednji rok zdaj ta dva športa kombinirati, se z obema ukvarjati in obeh poskušati doseči največ, kar je možno. Ja, tako. Ja, sigurno. Trenutno pač saj na kratek rok definitivno ostajam v turnem smučanju in gorskem teku. Nekako gre to z roko v roki, pač pozimi moraš tudi nekaj delati, pač če si tako dober, da lahko svetovni pokal tekmuješ, pač tekmuješ svetovni pokal. Ja, poleti ne hodiš na zelenico, ja. Tako. Ja, pač turno smučanje v bistvu res narediš veliko baze, tudi če se pač ne zdi, da delaš ti toliko, pač narediš neko veliko količino baze, veliko količino treningov, ko ti potem čez poletje pač pomagajo, pač da lahko tudi poleti treniraš, no, oziroma tudi tekmuješ na res visokem nivoju, no. Nekaj me zanima, no, da sta s Klemenom zdaj že nekaj časa par, da sta vrhunska, je to prednost, da sta oba tako dobra športnika v čoviščnih športih lažji živeti en z drugim, ker se boljše razumeta, a je včasih to mogoče tudi naporno, ker vendarle, ne, to terja velike energije, psihične in fizične šport kot tak, in lahko kakšna druga stvar potem umanjka, pa je kdo mogoče bolj slabe volje zaradi tega, ker pričakuje, da ga bo drugi bolj razumel, hkrati pa mogoče kakšne stvari ne grejo čisto. Ne, to je definitivno prednost. Mislim, če ne bi bilo Klemena, jaz definitivno ne bi bila tukaj, kjer sem, oziroma v taki obliki, kakor sem. To je pač enakrat enega. Tako da, pač, da sem tako dobra, se moramo v prvi vrsti pač zahvaliti tudi njemu, pa za vso podporo, pa za vso, pač, da je verjel v mene, tudi pač takrat, ko mogoče ni šlo tako, ko bi mogli. Ampak ja, trenutno toliko časa sva že skupaj, da se pač poznava, da veva, kaj kdo rabi pred tekmam in tudi, ne vem, na samih tekmovanjih, pač pred tekmam sva si midva najboljša družba, ali kako bi temu rekla. Pač sploh ni nama okej, mislim, ne da nama ni okej, ampak rajši se drživa pač zase, sva skupaj in pač nekako, če sva skupaj, pač vsak sam ve, kaj hoče, kako tudi drugmu paše in pač, da se naštelaš pač za samo tekmo. Drugače pa ja, meni se zdi, da je to pač prednost tudi v tem pogledu, da delaš ti isto stvar, ker to, mislim, sploh turno smučanje, gorski tek, to je toliko enih ur, kakor jih pač preživiš zaradi tega skupaj, pač da moraš znati sodelovati s tem človekom. Pač moraš imeti in njega rad in šport, da to sploh deluje. Prav. Ampak ja, je pa pač Klemen res pač super, pač smuča mi maže, poskrbi zame, ni boljšega. Klemen, kar skrbiš naprej. Na te računamo, Klemen, ne popuščati, prosim. Ja, se dela. Pa tudi fino je na treningi, glej, pač ti se matraš, on se matra, pač lažje je trenirati, no, če imaš nekoga s tako mentaliteto zraven sebe. Sploh se mi zdi, da je pač Klemen miren in tudi pač jaz, kakor sem bolj tako živahna in tako pač me včasih bremza, ali pa kakšne moje ideje, ko se mi zdi, da pa kar lahko zdaj že kar na trail grem, pa kar veš tisto razdaljo prišla, pa že kar tisto. Pač me malo bremza, pa reče, glej, Klara, pač to ni še tvoj nivo, pač na tej tekmi boš ti pač ful trpela in pač ne bo, pač ve, kako funkcioniram. Pač jaz rabam včasih kako tekmo malo za motivacijo, da pač se glava pripravi, med tem, ko vem, da pač Klemen, pač on se zna naštimati tudi brez tega. Pač ful bolj psihično močan je kot jaz, no. To definitivno, no. Pa tudi, ne vem, recimo tudi zdaj po Kamniku, pač oba se zavedava, pač da sem šla recimo res, da sem naredila ful dober rezultat, oziroma zame je to pač vrhunski rezultat, pač zavedava pa se pač, da je Klemen tudi pač imel druge cilje, in treniral za druge, treniral je za višja mesta, oziroma pač imel je cilj drugačen, kakor ga je bilo na koncu, no. In se mi zdi tudi ta vidik pač, da je to zelo pomembno, da pač ti znaš komunicirati, in da pač recimo zdaj ta neuspeh, čeprav pač ni tako grozen neuspeh, ne, mislim, njemu to zdaj ne povzroča neke ful big deal, da je zdaj to grozno, zdaj pa bom jaz končal, pa tako.
Ampak pač ve, da je pač samo to del procesa in pač tudi ve, da on ponavadi v teh mesecih, ko je po turni sezoni, recimo aprila je on full pripravljen, pa pač mu forma ponavadi, saj do zdaj pač mu mal pade in pač ve, da je pač tudi te meseci so, ko ponavadi ni v najboljši formi oziroma noben ne ve točno zakaj, mogoče tudi te višinske priprave, da niso bile glih pravi timing, ampak pač se pa zaveda, da je vrhunsko treniral in da pač na naslednjih tekmah bo vrhunsko, no. Pač recimo tudi Vipavo je letos pač odlaufal tako, ko pač res svetovno, pač tistih 901 točka, ko jo je dobil za njegov rezultat, to je pač res vrhunski rezultat, no. Pač to se morajo ljudje zavedati, da vsaka tekma ti pomeni zdaj, pač vsaka tekma ti ne more ratati. Pride na vrhunskem, pač ja, ko si enkrat na takem visokem nivoju, ti vse, kar narediš narobe, oziroma vsak delček, ko ga mogoče narediš povprečno, ne nadpovprečno, ti pač vzame procente. In tudi, če ti delaš treninge, treniraš intervale, delaš full intervalov, narediš ne vem kakšne intervale, če ti pač ne boš na treningu naredil intervalov 110%, ampak jih boš pač samo 100, tudi če jih boš naredil, ampak ne boš naredil dober intervalov, pač ti bo to nižal. Ti bo Promil, to nižal. ja, vsak promil šteje. Ja, pač res vsak promil šteje, vsak ogljikov hidrat na koncu, ko ga poješ, pač ti šteje, ne. Mislim, In pač res je, tudi gorski tek je pač zdaj trenutno na res visokem nivoju, no. To smo videli zdaj v Kamniku. Ja. Kogar ni bilo zraven, mu je lahko žal vprašanje, kdaj bo spet v Sloveniji tekmovanje na tako visokem nivoju, res izjemno. Zdaj, lepo si povedala, kako je Klemen ta poraz na rekovajih prenesel, kako ti prenašaš poraze, se mi zdi, da vseeno si nekoliko precej dozorela v vseh teh letih v tem športu, da znaš. Ja, sem, ampak če Klemena vprašaš, je včasih zelo drugače. Ali pa če vprašaš bližne. No, pa se mi zdi, da vseeno punce smo hitro reagiramo na kaj, kar ni tako grozno, kot se gleda, no. Se pravi, malo, ja, je odziv malo preveč naredimo scene, koliko pač mogoče ne bi bilo treba, no. Pač Klemen ve, da ko pride pri meni kaki taki mal hujši poraz, oziroma ko si nismo bili zamislili, da pač me mora hitro umiriti, reči, Klara, glej, v redu je, ne se sikirati, tako pač zdaj je, tukaj si, ne moreš drgam sploh, pač ne moreš drgam, ne moreš sploh spremeniti, to je, kar je, in pač zdaj moraš iti dalje, ne. Pač tu zdaj ne moreš obstati. Ker včasih bi jaz najrajše tam bila, pa končala celo zadevo in to je to. Mislim, to je prva misel, ko pride, ne. Tako da, ja, tudi on se je že naučil, kako mora mene malo navigirati, da grem po pravi poti. No, evo, pa še en tank manevrskega prostora je še tule, no, ampak evo, če se mu iztriš iz leta v leto, ne, s pomočjo tudi drugih ja, poslej ko prej boš pa ti, ja. Morda mogla kakšnega drugega miriti, ako bo prišel za tabo, no, ko boš toliko izkušen. Zdaj, plani za letošnjo sezono so, imaš koledarček obkrožen to dirke? Ja, seveda, ja. Ajde, slišimo, Klara Velepac, kje boš letos? Imamo planu Lavaredo, dobro, na čez koliko? 14 dni. Potem pa v bistvu ni na kaj, več... kjer razdaljo, če te lahko vprašam? Ja. Na 20. Ok, 20-ka, kljukca. Pač si želim čim višje, odličen bi bil kaki podium, ampak bomo videli, no. Pač vem, da sem pripravljena, pač forma je vrhunska trenutno, tako da upam, da se zdaj to zadrži še teh 14 dni, da potem lahko Lavaredo še opravim, tako ko je treba. Potem bom pa, ne vem, naprej izbirala, mogoče kaka Kranjska Gora še pride, ali pa v Dolomitih mogoče skyrunning kaki. Ne vem čisto točno, ker sem si letos pač nekako rekla, da je evropsko pa Lavaredo glavni cilj, in letos sem res imela pozimi veliko tekem, pa sem se malo prenasičila, ali kako bi se temu rekli. Sem rekla, da si bolj želim bolj mirno poletje, pa res, da grem na tiste tekme, ko so meni ljube, ker mi je bilo to evropsko tudi pač psihično naporno, ker mi je bila ta trasa toliko težka in ne pri srcu, da pač sem rekla najprej to,
potem bomo pa delali plane za naprej, da bomo sploh videli, kje smo pa kaj lahko naredimo s to formo. No, lani si bila sred poletja v Črni, pa si razdrla tisti Tako, ja. rekord, raztrgala si ga. Evo, spet so bila na isti dirki, jaz sem bil precej za tabo, Urco, pa ko sem prišel z tistega dokaj hladnega tunela ven na vertikal, dobesedno, sem mislil, da bom bruhnil. Sem rekel, nekaj podobnega sem se zadnjič počutil na teh pečinah, ko smo lezali gor, zelo podobno, ampak te res ustrezajo te, bom rekel, najbolj zaguljeni možni tereni, ki so noro, kaj si naredila lani. Se boš vrnila na K24 ali boš šla kakšno drugo iskati, zdaj to imaš kljukico, ne ti podrejo rekord najprej. Letos nimamo planu, ker pač super vzdušje, super tekma, ampak mi nekako trasa mi ni tako fejs všečno. Pač vse je lepa, ampak se mi zdi, da so mi kakšne druge bolj všeč, tako da se letos ne bom vrnila. Imam pa še v planu, enkrat iti, da še malo bolj podrem, ker vem, da ni bila optimalna tekma. Moje počutje od štarta do cilja grozno. Mislim, meni se zdi, gospe, ki so bile na prvi ukrepni, vejo, kaj govori. Ker sem prišla, vroče mi je bilo, tisti tunel je bilo super, pridem ven z tunela, grozno, vroče, sopara. Ja, res. In se bila s Klemena zmenjena, da pač mi da pač support, pač da bo support. In je on šel s kolesom in jaz tečem in on pač je prišel pač s kolesom in me slika. In sem bila tako, ne me zdaj slikati, poli me z vodo, vroče mi. Delaj, kaj se zabavaš. Pač tako malo se ga v narekovajih nadrla, ne. Pač meni je ful žal, mislim, pač v tistem trenutku mi je bilo toliko grozno, da sem mogla ta čustva, pač, da sem jih narobe dala ven, ne. Skanalizirati, pač, on je pač naletel na to, ja. Pač on je bil tam, tako da je rekel, da je pojem na naslednjih ukrepnjah rekel, da mi kar drugi dajo tisti bidon, da bo on sam pač tam narija. Ne bo da on bidona. Da jih je dosti slišal že tisti. Ja, je bil tako, dosti je bilo. Mislim, noro, nora dirka, mislim, danes si dobila Kriško goro, mislim, neverjetno, te vertikali. V Sloveniji zdaj kar že neki vertikalov, a si dala že vse skozi, imaš še kakšnega, imaš koga, ki ti je res ljub, recimo, ne vem. V Italiji Čevena. Čevena ti je najljubša. Tista mi je zelo ljuba. Taki klih pravi naklon, se mi zdi, da mi še na korak mi gre, ker so na začetku stopnice, pa po gozdu, pa malo razgiban teren, pa na koncu spet tako vasico prideš in je res zelo lep. Tako da pač, če imate radi vertikal, če si kdo želi kaki res lep vertikal, je Čevena v Italiji idealna. Ja, pejte najprej na vse slovenske. Ja, no to tudi. Ne vem, kje si še bila v Sloveniji, da si bila na Čavnu, je bil vertikal svoje čase, ne vem, če še. To pa sploh ne vem. Pač bila sem na teh, ko so šteli za državna prvenstva, ko so bili pač vzponi. Drugače pa, ta Kriška gora sem bila, druga pa sploh ne vem, če sem bila v Sloveniji. Pač šele, mislim, 3 leta šele te vertikale malo bolj zares laufam, tako da ni bilo še toliko priložnosti. Zdaj, ker si prepoznana, ker si res dobra, te kaj vabijo več po dirkah, dobivaš več vabil, kam bi lahko šla, pa jih moraš zavrniti, ker se deve ne gre skozi. V bistvu, mislim, Slovenija je zelo, kako bi se temu rekli, ne povablja veliko tekačev, no. Tako da v Sloveniji si moram načeloma večina tekem, Vipava je izjema, Vipava so me povabili, pa v Kranjsko goro so me povabili, si plačam. Recimo tuje tekme, Italija pa tako, ali pa v Avstriji so me tudi letos povabili na trail in tako naprej, pa me povabijo. Tako da mogoče za vse organizatorje lahko pač povemo, da so druge države malo bolj prijazne do tekačev kot Slovenija. Vidiš, dele so. Oziroma bolj, lahko, mislim, ne prijazni, ker recimo slovenske tekme so res super pač organizirane. To pač poklon vsem, ki organizirajo pač tekme, ampak v tujini bolj cenijo te
boljše tekače v narekovajih, oziroma pač tekače na Elitne. visokem nivoju, veliko bolj cenijo kot v Sloveniji. To pa je res, ja. Pač, težko mi gre to z jezika, ker pač je Slovenija res lepa in zelo rada tekmujem v Sloveniji, ampak je realnost. Pač čez to vsi tekači vejo, no. Pač... No, pa prav je, da se to pove. Mislim, da tudi tale podke se čisto prava stvar za to. To je vse dobro namerno. To je vse dobro namerno. Ne, jaz se strinjam s tem. Jaz sem zmer izhajal iz stališča, da pa sem bil sam organizator, pa sem še občasno, pa poznam organizatorje večjih prireditev, tudi cestnih, pa to. Pa sem rekel, fantje, mislim, in dekleta, dajmo, če svojih ne bomo, ne, če ne moramo razkirati vsaj tistih nekih štrtnin, za boljše, ki potem naredijo, bom rekel, dirko, ki potegnejo še vse ostale, potem pa res ne. Boljši tekači definitivno naredijo bolj konkurenčno dirko in pač postavijo nek nivo tekme. Ti, če na tekmi nimaš dobrih tekačev, ne bo pač tekma ne more tekma zgledati. Pač najboljše tekme privabljajo najboljše tekače. In če ti hočeš postaviti nivo tekme na višji rang, moraš povabiti boljše tekače. Ker drugače ne moreš drugače. Mislim, se to je res. Včasih se mi to, kar si rekla, še zmeri marsikomu težko, od rok, da bi, ne vem, konc koncev, podelil te štrtnine, česarkoli že razlogov, vsak ima svoje razloge, ampak vseeno se mi zdi, da tudi s tem krepiš, bom rekel, skupnost, da tudi s tem daš priznanje, vendar ne bom rekel, sej trelaši na konc koncev so recimo malo drugačni cestni tekači, saj pravijo, da so taki, pa bolj prijazni, pa tovariški in tako naprej, pa vsi enaki v istem zosu, ampak po drugi strani je pa prav, da se pove, kdo je dober, kdo je dober tudi v širšem merilu in tudi ta naredi veliko več reklame recimo za šport kot tak. Lahko in se to splača na ta način izkoristiti, pa noben ne bo moral. Meni se zdi predvsem to, ne vem, jaz imam tudi veliko tujih sledilcev oziroma deklet, ki tečejo podobne tekme kot jaz. In recimo, če grem jaz na neko slovensko tekmo ali pa ne vem, neki boljši tekač, pač ima na svojem Instagramu ljudje, ki ga radi spremljajo oziroma ki z njim tekmujejo. In pač, če greš ti avtomatsko, ko greš ti na neko tekmo, pač bojo to vse pač moje prijateljice oziroma moje sotekmovalke pač videle to tekmo in bojo, ne vem, mogoče pa se odločile, da pridejo v Slovenijo pa pač probajo še kako drugo tekmo. Evo, dragi organizatorji, ki tole poslušate in gledate, če vam niso dala kakšne ideje, pa tudi nič nočem. Zdaj, če ne za letos, pa za drug let. Nagoni poni si letos zamudila zaradi velike planine. Drugo leto greš? Nažalost. Če bo šansa, drugo leto. Drugo leto sigurno grem. Sigurno grem. Na zmago. Nagoni poni pa mi je bila res super tekma. Pač dobro organizirana, bolje za hec, kot za res, čeprav je veliko resnosti na koncu, ampak pač ful fajn prireditev. Pač splača se iti zaradi družbe, zaradi te pozitivne energije, ko si enkrat tam, pač super. Ena ljubših tekem. Pač če lahko tekme izven teka. Izpostaviš, to je taka povorka, tak festival je, festival ni prav, bolje za hec, Bolj za hec, jaz se bolj jemljem sprostitveno, Evo, in verjamem, da, se moraš kar potruditi, če vsem, da prideš tam gor na 1600. Sigurno. Svoje vrsten vertikal. Kaj pa še kakšna skakalenca, kakšen Red Bull 400 še pade letos? Sigurno, pač če bo priložnost, sicer te skakalnice se v zadnjem času kar omejujejo oziroma pač jih ni več veliko, toliko, kakor pač jih je bilo včasih, Ampak meni so ful fajne, Pač spet vzdušje je super, te kratke, sladke, to je direkt zame. To je meni pisano. Pisano na kožo. Zdaj greš na trening, imaš danes mogoče intervale v klanec na sporedu, ne? Ne, danes imam kolo, danes grem mogoče do Kranjske gore, drugač pa do Mojstrane, pa čez dolino Radovne nazaj. Mislim, romantika. Ampak zakaj sem rekel intervale, ker si omenila, da pri Urlepu si omenila, da je tvoja najljubša treniška preizkušnja intervali v klanec, ker pač menaš ta ritem, Mislim... Noro.
To sem Ja, hotel to slišati na je lastne mogoče- ušesa. Ja. Mogoče neka moja, ne vem, pa ne specifika, ampak pač tako, kot sem ti prej že razlagala, jaz imam res rada, da se to spreminja in pač me tudi na treningu včasih, če imam kaki dolgi tek, pač vmes pač kar traja, pa ne vem, bi rada malo dolgčas, čeprav v zadnjih letih vedno manj, tako da sem že vedno bolj sem navdušena nad dolgim tekom. Ampak te intervali, to pa me tako hitro mine, pač meni je to tako dobro. Res mi je dobro. Dobro se počutim, sicer 3-minutne temi niso tako všeč, rajš imam 30 sekundne ali pa 40 sekundne ali pa 10-minutne. Tako, ta preskok. Ampak ja, drugače sem pa ful navdušena. Ja. Tako da ponavadi pa je še Klemena navdušen, čeprav on nikoli ni navdušen. Ampak vseeno. Je zadnjič rekel, da sem ga kar malo navdušila nad intervali. Tako da, mogoče. Mislim, da si tako doživeti to govorila, da še mene navdušila. Sicer vem, da tisti trenutek bom šel sam po štengah dol tule, me omenil, pa bom šel nazaj spet, ampak nisem še slišal tako navdušenega človeka ali pa tekačice, ki bi razlagala, da so intervali pač tako. Naj se tudi včasih kar čudi. Enkrat mi je v enemu, nekaj sem mu napisala, ko sem imela glih pauzo, pa mi napisal, sam ne delati intervalov, ne, ker mi je napisal po izbiri, pa je mu klepaj napisal, samo ne delati intervalov. Ne morem verjeti, da moraš človeku zabičati, da dela intervalov. Navdušen sem. Klara, izjemen pogovor je bil tole, neko hiter gre čas. Jaz sem ti rekel, malo bo govorila, pa čas bo šel. Zdaj te bom spustil k treningu. Čisto zadnje vprašanje. Vem, da si še v ekipi Flow Endurance. Tako je. Konzumiraš ta napitek, ti pomaga, ga priporočiš lahko tudi ostalim? Ja, mislim, jaz ga priporočim čisto vsakmu. Pač ne glede na to, ali je športnik ali ni športnik, ker v bistvu ima notri, pač to zdaj ne bom znala čisto točno povedati, ampak neke kisline oziroma pomaga za boljšo koncentracijo, pa da se zbereš, pa tisto. In ne vem, meni je pred tekmo ga vzamem 1 uro prej, oziroma pač jemljem ga tudi pred treningi, ampak recimo, če gledamo zdaj za tekmo, ko je bolj specifična, ga vzamem 1 uro prej in ne vem, pač tako, pač tisto, nek ritual mi je že rato in me pač ful pomiri, ko ga vzamem. In pa ne vem, pa še 20 minut pred štartom pojem gel in pač sem ready. Pač takrat vem, da pač je to zdaj to in zdaj samo še akcija. Tako da meni je všečno, pač res izboljša, pač zdaj, če ga boš ti enkrat spil, ne boš videl prav učinka, ampak potem, ko ga jemlješ pač na dolgi rok, pač vidiš, da vse te sestavine, ko so noter, pač res prispevajo k tem, pa meni ima še to, da te ne zakisli tako hitro, pa neke kisline, ko so pa dobre, da se hitreje, meni se regeneriraš. No, v to se nisem tako fejs poglobila, ampak pač sem mi predstavila in sem začela jemati in pač mi ustreza in to je pač glavno. Če sem zaradi tega boljša, toliko boljše. Mislim, za vsak promil sva rekla. Vsak promil šteje in če je to, je to. Pač to je, prav res, pač to je spet neka nova snov, nek nov delček te sestavljanke, ko gre pač skupaj, ne. Klara Velepec, jaz ti želim izjemno sezono do konca. Začel si super, nadaljeval še boljš, zdaj Lavaredo bomo vsi gledali takole z velikimi očmi. Hvala. Res čestitke za vse, kar si do zdaj dosegla. Jaz računam, da se spet sestaneva čez nekaj, boš imela dodatnih 45 medalj zlatih, pa če ne prej, ko boš v olimpijski reprezentanci, te bom siguren podsukal spet. Tako je, zmenjeno, čez 4 leta. Če ne prej. Klara, pozdrav mi še Klemena, držite se oba srečno še naprej in hvala za tvoj čas. Ja, hvala enako in hvala za povabilo. Lepo se mej.